Pravijo, da slika pove več kot 1000 besed, a včasih je zgodba, ki jo razkriva ozadje fotografije, veliko bolj srhljiva, kot bi si mislili na prvi pogled. Številka 10. Theodore Hall je bil star komaj 18 let, ko so ga zaposlili kot najmlajšega znanstvenika, ki je delal na projektu Manhattan. Njegova identifikacijska značka prikazuje Hallovo edinstveno varnostno številko K19. To mu je omogočilo dostop do ene najbolj skrivnostnih ustanov na svetu, kar je izkoristil za posredovanje informacij Sovjetski zvezi kot najmlajši atomski vohun. Hall je odraščal v New Yorku kot sin judovskega očeta, ki je v Ameriko emigriral, da bi pobegnil pred carsko Rusijo. Že v mladih letih je kazal izjemno inteligenco, deloma zaradi pomoči svojega brata, ki je bil 11 let starejši od njega. Hall je preskočil več razredov v šoli in maturiral že pri 14 letih. Pri 16 letih je začel študirati fiziko na Univerzi Harvard in diplomiral 2 leti kasneje. Eden od njegovih profesorjev na Harvardu ga je priporočil za projekt Manhattan in leta 1944 so ga zaposlili. Hallova glavna naloga je bila izračunati kritično maso urana, ki so ga uporabili v enem izmed orožij, ki bi jih odvrgli na Japonsko. Hall se je na novem delovnem mestu kmalu izkazal in postal vodja ekipe, ki je delala na tem ključnem delu projekta. Kljub velikemu pritisku, ki so ga nanj izvajali, ko je bil še najstnik, Hall očitno ni kazal nobenih zunanjih znakov težav. A v njegovi glavi se je dogajalo veliko stvari. Do poletja 1944 je bilo med znanstveniki v Los Alamosu dobro znano, da glavni namen orožja ni imel nobene zveze z državami osi. Bilo je jasno, da Nemčija ne bo mogla izdelati jedrskega orožja. Namesto tega so bili vojaški uradniki veliko bolj zaskrbljeni zaradi SZ, ki je bila takrat še vedno zaveznik ZDA. Veliko znanstvenikov, ki so delali na projektu Manhattan, je bilo zaskrbljenih, kaj bodo jedrska orožja pomenila za ravnotežje moči na svetovnem prizorišču. Nekaj drugega pa je bilo izdelati orožje v pripravah na napad z enakim orožjem, ki bi ga uporabila Nemčija. Če pa bi bila ZDA edina država z jedrskim orožjem, v tem ni videl nobenega smisla. Mnogi so pisali predsedniku in ga pozivali, naj ne odvrže orožja na Japonsko, vendar ni jasno, ali je Truman peticijo sploh kdaj prejel. Hall je bil eden izmed znanstvenikov, ki jih je skrbelo, da bi bila ZDA edina država z jedrskim orožjem. Če bi imela to uničevalno napravo samo ena država, nihče ne bi mogel preprečiti, da bi zdrsnila v isti avtoritarni režim, kot je bilo poraženo v Evropi. Po Hallovem mnenju je bilo deljenje načrtov za jedrsko orožje z ZSSR edini način, da se zagotovi ravnotežje moči in mir skozi zagotovljeno medsebojno uničenje. Oktobra 1944 se je Hall uradno vrnil domov v New York zaradi praznovanja rojstnega dne. Med obiskom se je ustavil na sedežu podjetja Sovjetske zveze, kjer so mu dali ime agenta NKVD, kateremu bi lahko predal informacije. Hall je posredoval informacije o znanstvenikih, ki so delali v Los Alamosu, o organizaciji delovne sile in podrobnosti o sami napravi. Ni bil edini atomski vohun, ki je posredoval informacije o projektu Manhattan, vendar je morda prav on zagotovil najbolj uporabne podatke sovjetskim znanstvenikom, ki so poskušali ustvariti svoje lastno orožje. Šele leta 1950 je ameriška vojska začela sumiti Halla za vohunjenje, vendar je do takrat že zapustil projekt Manhattan in študiral na univerzi v Chicagu. Njegovo ime se je pojavilo v dešifrirani korespondenci med sovjetskimi vohuni. Bil je zaslišan, vendar je bila edini dokaz, ki ga je imela vojska, dešifrirana sporočila, zato so se odločili, da ne bodo sprožili nobenih obtožb. Postal je biofizik in živel do leta 1999, ko je umrl pri 74 letih. Številka 9. Na prvi pogled se stara fotografija kupov tlakovcev na prometni ulici morda zdi kot posnetek gradbenih del. Vendar podrobnejši pogled pokaže, da kolesa, postavljena pred kamni, niso pritrjena na vozičke. To so podstavki topov, ki so usmerjeni skozi majhne odprtine v kupih kamnov. To je bila ena izmed številnih barikad, postavljenih po pariških ulicah v spomladanskih mesecih leta 1871, potem ko je revolucionarna vlada prevzela oblast v mestu. Pariška komuna je nastala po francosko-pruski vojni. Vojska cesarja Napoleona III. Je izgubila proti Severno-nemški konfederaciji.
Francoska narodna garda je v zadnjih mesecih vojne prevzela nadzor nad Parizom in poskušala zdržati, vendar je morala na koncu kapitulirati. Dovoljeno jim je bilo obdržati orožje, medtem ko sta nacionalni vladi obeh držav sklenili mirovni sporazum. Do konca januarja 1871 je bila vojna končana, vendar so se njene posledice v Parizu še vedno čutile. Meščani so zdržali dolgotrajno obleganje. Mnogi so zastavili gospodinjske predmete, da so se lahko preživljali med boji in so ostali v stiski. Medtem je narodna garda v Parizu začela pridobivati politično moč. Ko je vladna vojska 18. marca poskušala odstraniti pariške topove, so s tem zanetili revolucijo. Narodna garda se je uprla vojski, ki se je nato umaknila iz Pariza. Francoska vlada se je preselila v Versailles, ljudje v Parizu pa so začeli oblikovati svojo lastno vlado. Pariška komuna je še danes v Franciji sporno in razdvajajoče obdobje. Revolucijo je kot ideal izpostavljal Karl Marx, številne komunistične in socialistične vlade pa so se poimenovale v čast Pariški komuni. Tudi feministične skupine so v revoluciji našle elemente, ki kažejo na njen feministični značaj, medtem ko so si jo anarhisti prisvojili kot svojo. Pariško komuno so sestavljali vsi prebivalci Pariza, ki so oblikovali številne različne politične skupine in klube. Nekatere od teh skupin so si med seboj nasprotovale in se niso vedno razumele. Glavna tema revolucije pa je bila, da bi morali mesto voditi prebivalci Pariza, bodisi neposredno ali posredno. Toda komunardi so imeli tudi slabo stran, ki se je večinoma pokazala, ko so poskušali braniti mesto pred zunanjimi silami. Ni presenetljivo, da se nacionalna vlada in vojska nista dolgo umaknili. Pariz je bil oblegan in že po nekaj mesecih so se na ulicah začeli boji. Postavljene so bile barikade, da bi poskušali zaustaviti prihod vojakov. V preteklih revolucijah so bile barikade pomembna središča bojev, saj so pomagale braniti prestolnico pred tistimi, ki so poskušali vdreti. Toda Napoleon III je v Parizu izvedel gradbene projekte, ki so naredili barikade neuporabne. Ulice so bile razširjene, kar je omogočilo enostaven prehod vojakov. To ni ustavilo revolucionarjev, da se ne bi pogumno borili. Tako ženske kot moški so branili barikade, dokler niso bili pobiti. V zadnjem tednu Pariške komune so bili pomembni spomeniki v mestu požgani. Večina zgodovinarjev se strinja, da so za požare odgovorni komunardi, čeprav nekateri menijo, da je bil to lahko tudi rezultat bombardiranja strani vojske. Komunardi so v povračilo za izgubo revolucionarjev, ki so jih zajele državne sile, vzeli tudi življenja talcev. Zadnja barikada, ki je padla, je bila bodisi na Rue Rampanot, Rue Rebeval ali Rue de la Fontaine-à-Roi. Vsaka je bila silovito branjena, vendar so bili komunardi preplavljeni. 28. maja 1871 se je Pariška komuna končala. Obstajala je le 72 dni, vendar je njen vpliv na Pariz in celotno Francijo trajal vse do danes. Številka 8. Številne fotografije iz časa pandemije španske gripe so srhljive podobe, ki jasno prikazujejo resničnost tega tragičnega dogodka. Včasih pa je temačno ozadje fotografije manj očitno. Ta fotografija je bila posneta na Portsmouth Square, najstarejšem javnem parku v San Franciscu. Namesto da bi bil kraj za sprostitev, ga je pandemija spremenila v delovni prostor, kjer je zasedalo mestno policijsko sodišče, da bi skušal obvladovati kriminalne dejavnosti v San Franciscu. Ko je pandemija španske gripe prvič prizadela San Francisco, je mesto hitro ukrepalo. Po poročilih časopisov iz tistega časa je bil prvi primer bolezni odkrit 23. septembra 1918, potem ko se je moški vrnil s potovanja v Chicago. Zdravniki so hitro ukrepali in izdali so ukaz, da mora biti moški v karanteni, vendar se je bolezen razširila, še preden je bil ukaz lahko izveden, in kmalu je število primerov močno naraslo. V samo enem tednu je bolezen dobilo več kot 2000 ljudi. Ukrepi so bili hitro uvedeni, da bi poskušali obdržati število primerov pod nadzorom. Veliko teh ukrepov nam je danes znanih zaradi pandemije COVID-19. Prebivalcem so svetovali, naj se izogibajo tramvajem v času prometnih konic in naj se izogibajo javnim prostorom. Plesne dvorane in gledališča so bila zaprta. Najbolj očiten ukrep, viden na fotografijah iz tistega časa, je bila uporaba medicinskih mask iz gaze.
Sprva so bili državljani nespodbujeni k nošenju mask. Kmalu zatem so postale obvezne in približno en mesec je vsakdanje življenje večine državljanov vključevalo nošenje maske. Tako kot v sodobnih časih je bilo izogibanje javnim zborovanjem pomembno. To je še posebej veljalo v zaprtih prostorih, kjer so bili ljudje tesno skupaj. V sodobnem času je to pogosto pomenilo delo od doma in zbiranje na spletu. Leta 1918 to ni bila možnost. Policijsko sodišče je bilo eno tistih krajev, ki so morali še naprej delovati, tudi ko se je preostali del mesta zaprl. Poleg običajnega kriminala, ki se je dogajal, je odredba o nošenju mask pomenila, da so morali policisti skrbeti za spoštovanje še enega predpisa. Na začetku pandemije je večina ljudi z veseljem nosila masko. To pa še ne pomeni, da so se tega vedno spomnili. Nekateri so protestirali proti odredbi in menili, da je protiustavna. Samo 27. oktobra je bilo zaradi nepravilnega nošenja mask aretiranih 110 ljudi. Po besedah načelnika mestne policije bi jim, če bi aretirali preveč prebivalcev, zmanjkalo prostora v celicah. Večina kršiteljev je prejela $5 kazen. Nekateri, vključno s tistimi, ki so bili večkratni kršitelji, so prejeli kratke zaporne kazni. Ko je to dodatno obremenilo organe pregona, je bilo ključno, da so sodišča ostala odprta. Zato je odprto sodišče na trgu Portsmouth Square postalo pomemben del pri zagotavljanju tega. Duže fotografije iz tistega obdobja prikazujejo nenavadne prizore ljudi, ki so se poskušali spopasti z najhujšo pandemijo, kar so jo kdaj doživeli. Ena prikazuje množico ljudi, ki stojijo ali klečijo na stopnicah stavbe, vsi s hrbti obrnjeni proti kameri. To je bila verniki katedrale Svete Marije v Nebozete, ki so se zbrani, da bi poslušala mašo in molila. Začetni ukrepi, ki so bili uvedeni, so pomagali upočasniti širjenje bolezni. Nažalost je San Francisco ukrepe preklical prehitro. Ni minilo dolgo potem, ko so bili ukrepi preklicani, ko jih je bilo treba ponovno uvesti, saj so primeri začeli znova naraščati. Do konca pandemije je v San Franciscu zbolelo okoli 45,000 ljudi, več kot 3,000 pa jih je izgubilo življenje. To je mesto uvrstilo med najhuje prizadeta v vsej državi. Številka 7. V prvih letih 20. stoletja je ravnotežje moči v Evropi postajalo vse bolj negotovo. Celina je bila v relativnem miru od konca napoleonskih vojn stoletje prej. Toda z rastjo imperijev so se evropske države začele med seboj tekmovati na svetovnem prizorišču. Oblikovali so se obrambni pakti v poskusu ohranjanja miru. Vendar je to pomenilo tudi, da je bila potrebna le ena država, ki je napovedala vojno drugi, da se je vsa celina zapletla v spopade. Medtem ko so se napetosti stopnjevale, sta se dva bratranca srečala, da bi poskušala izpogajati mir med svojima narodoma. Ruski car Nikolaj II. In nemški cesar William II. Sta se na koncu znašla na nasprotnih straneh Prve svetovne vojne. A v desetletjih pred začetkom vojne sta bila dobra prijatelja. Nikolaj je bil poročen s prvo sestrično Williama in sta bila tudi bolj oddaljena v sorodu, vendar sta se med seboj naslavljala kot bratranca in uporabljala vzdevka Willy in Niki. Kljub tesnemu odnosu med njima ni bilo nobenega obrambnega pakta. Leta 1905 sta se oba monarha srečala, da bi to poskušala spremeniti. 24. julija sta se oba srečala na krovu nemške ladje Berlin ob finski obali. Wilhelm je Nikolaja popeljal na ogled ladje in poziral za fotografije z mornarji. A najpomembnejši del srečanja je bil podpis dokumenta, ki bo znan kot Bjorški sporazum. Sporazum je bil obrambna zveza. Če bi kdo napadel katerokoli od držav v Evropi, bi druga priskočila na pomoč. William je bil tisti, ki je vztrajal pri vključitvi besed v Evropi. To je pomenilo, da če bi bila katerakoli država napadena v Afriki ali Aziji, druga ne bi bila dolžna priskočiti na pomoč. Vključitev je postavila cesarja v nasprotje z lastno vlado, saj so si želeli rusko pomoč proti Britaniji in Franciji v Aziji oziroma Afriki. Vendar je kajzer menil, da bi jih to le potegnilo v vojno, ki je ne bi bilo treba voditi. Noben od monarhov ni prejel podpore svojih vlad za pogodbo in ta nikoli ni bila ratificirana. To ju sicer ni ustavilo, da se ne bi v prihodnosti ponovno srečala. 2 leti kasneje sta se srečala v nemškem mestu ob Baltskem morju in to je bilo zelo odmevno srečanje, saj so fotoreporterji posneli veliko fotografij obeh monarhov. Fotografirani so bili, ko sta nosila uniforme vojske drug drugega kot znak diplomacije.
Kar je nosil uniformo pruskega dragunskega polkovnika, medtem ko je cesar nosil uniformo kozaškega polkovnika. Tokrat ni bilo uradnega podpisa nobenih pogodb, čeprav sta prisegla na večno prijateljstvo. Kdorkoli bi tisti dan opazoval dogajanje, si nikoli ne bi mislil, da bosta ta dva moža le nekaj let kasneje na nasprotnih straneh vojne. 2 leti kasneje, leta 1909, je prišlo do še enega srečanja med obema monarhoma in rusko-cesarsko družino. Tokrat precej manj izpostavljenega v javnosti, vendar je bilo posnetih več slik, ki prikazujejo cesarja z Nikolajem in njegovimi otroki. Na predvečer Prve svetovne vojne sta si Nikolaj in Viljen izmenjevala telegrame v poskusu, da bi preprečila izbruh spopadov med njunima narodoma. Med njima ni bil podpisan noben obrambni pakt, vendar je Rusija sklenila pogodbo s Francijo in je že dolgo bila zaščitnica Srbije. Nemčija je sklenila pogodbe z Avstro-Ogrsko in se je pripravljala na vojno v obrambi svoje zaveznice. Kljub temu, da sta oba monarha poskušala ustaviti spopade, so bile enote mobilizirane in nekaj dni po njunem zadnjem telegramu je Nemčija napovedala vojno Rusiji. Številka 6. Leta 1931 je eden najbolj zloglasnih gangsterjev v zgodovini ZDA stopil pred sodišče. Ni šlo za nobeno od nasilnih kaznivih dejanj, za katera je znano, da jih je storil, niti za tihotapljenje alkohola v času prohibicije. Šlo je za utajo davkov. Fotografije sojenja Alu Caponeu so postale ikonične podobe tega obdobja ameriške zgodovine, a ena izmed njih bi brez konteksta skorajda delovala komično. Do leta 1931 je bil Capone že znan kot eden najnevarnejših mož v Chicagu. 6 let prej je bil povišan v šefa tolpe Colosimo, potem ko se je John Torrillo upokojil. Glavna dejavnost tolpe je bila varjenje in distribucija piva ter žganih pijač, v času, ko je bila prodaja obeh nezakonita. To je bil donosen posel in bilo je veliko konkurence, s katero so se morali spopadati. Capone se je s konkurenco obračunal na najbolj nasilen način. Pri teh grozljivih dejanjih ni bil sam, vendar je brutalnost Caponeja in njegovih mož izstopala nad ostalimi. Capone je bil upleten tudi v nezakonite igre na srečo in so ga povezovali kot lastnika vsaj ene igralnice. Toda, čeprav so bili Caponejevi zločini splošno znani, ga je bilo zaradi njih zelo težko spraviti za zapahe. Priče so skrivnostno izginjale ali umirale. Tisti, ki so uspeli preživeti, so se nenadoma znašli v položaju, ko se niso mogli spomniti podrobnosti. Dokazi so bili izgubljeni in tožilstvo ni moglo predstaviti primera. Vlada je iskala kakršenkoli način, da bi tega nevarnega kriminalca odstranila z ulic. Leta 1929 je posebna obveščevalna enota ameriškega finančnega ministrstva začela preiskavo Caponejevih zaslužkov. Capone je živel razkošno življenje in zapravljal $100 za rokčke, kar bi danes pomenilo več tisočakov. Morda niso mogli dokazati, da je denar pridobil nezakonito, so pa lahko dokazali, da ni plačal davkov. Suđenje Caponeju leta 1931 je bilo večinoma osredotočeno na to, da je tožilstvo skušalo dokazati, da je Capone zaslužil, kar je imel, pri čemer so proti njemu pričali nekdanji blagajniki iz njegovih igralnic in bančno osebje. Obramba je večinoma temeljila na tem, da je bil Capone slab igralec na srečo in je izgubil ves svoj denar na konjskih dirkah. Če bi bilo sojenje anonimno, verjetno ne bi pritegnilo veliko pozornosti. Toda ime Al Capone je pomenilo, da so se za primer zanimali vsi novinarji in fotografiji. Med sojenjem je bilo posnetih veliko fotografij. Sam Capone ni imel nobenih težav s tem, da bi ga fotografirali. Obrnil se je proti kameram in se celo nasmehnil. Nekateri njegovi sodelavci pa niso bili tako navdušeni. Ena najbolj ikoničnih fotografij sojenja je tista, ki prikazuje klopi za občinstvo. V vrstah sedijo moški, ki skivajo obraze pred kamero. Ti moški so bili mafijci, ki so prišli podpreti Caponeja. Niso pa želeli nobenih trajnih dokazov o svoji povezanosti. Fotografije sojenja prikazujejo kontrast med znanimi gangsterji, kot je Capone, ki je očitno mislil, da je nedotakljiv pred pregonom, in senčnim podzemljem, kjer je večina kriminalcev skušala ostati izven soja žarometov. Po spremembi porote v zadnjem trenutku je bil Capone spoznan za krivega le po 6 od 23 točk obtožnice, kar je zadostovalo za 11-letno zaporno kazen, vendar je bil izpuščen že po 8 letih zaradi zdravstvenih razlogov. Številka 5.
Maja 1945 je fotograf posnel zbirko slik, na katerih ameriški vojaki pregledujejo neprecenljiva umetniška dela, ki so bila zbrana skupaj in brez posebnega reda shranjena. Na prvi pogled se slike morda zdijo kot začetek priprav na umetniško razstavo, vendar dokumentirajo le vrh ledene gore enega največjih umetniških zločinov v zgodovini. Moški na fotografijah so bili pripadniki 101. zračno-desantne divizije. Po dnevu D je divizija napredovala do Bavarske, na meji med Nemčijo in Avstrijo. Tukaj so v jami v gorskem pobočju blizu Königseeja našli ostanke umetniške zbirke, ki jo je zbral eden najvišje rangiranih mož v nemški vladi. Hermann Göring je bil drugi najmočnejši človek v Nemčiji med drugo svetovno vojno. Ena njegovih prvih dejanj po prevzemu oblasti je bila ustanovitev tajne policije, ki je izvajala grozodejstva nad političnimi nasprotniki njegove stranke. Kasneje je poveljeval nemškim letalskim silam. Ob koncu vojne je Hermann Göring bil obsojen za vojne zločine in zločine proti človeštvu na Nürnberških procesih. Ropanje umetnin je bilo daleč od najbolj grozljivih njegovih zločinov, vendar je bilo simbolično za poskuse njegove stranke, da nadzoruje zgodovino in se prikaže kot kulturno nadrejena. To je bil tudi prvi korak v napadih na skupnosti, ki so jih imeli za nezaželene, še posebej na judovsko prebivalstvo v Nemčiji in na okupiranih območjih. Od leta 1933 so judovskim družinam ropali umetnine in predmete kulturnega pomena. Včasih so jih preprosto zaplenili. Ob drugih priložnostih so bile judovske družine prisiljene dati svoje umetnine na dražbo. Številna umetniška dela so bila popolnoma uničena, še posebej tista, ki so bila bolj sodobne narave. Druga pa so vzeli in jih obdržali visoki nemški uradniki. Göring je bil eden največjih koristnikov tega ropa. V desetletju si je pridobil nešteto ukradenih umetnin z vse Evrope. Med vojno je lahko hodil po muzejih na okupiranih območjih in preprosto izbiral, katere umetnine si želi. Te so bile večinoma shranjene na njegovem posestvu v Cairnhallu. Zbirka je bila tako velika, da je bilo veliko predmetov preprosto zloženih skupaj in jih sploh niso razstavili. Kljub velikosti zbirke je Göring natančno vodil evidence o izvoru vsakega svojega kosa. Včasih je celo zabeležil, iz katerih družin so bili ukradeni. Ko je postalo jasno, da potek vojne ne gre v njegovo korist, se je Göring odločil za drastičen ukrep, da njegova umetniška zbirka ne bi prišla v roke zaveznikom. Zbirko so zapakirali in jo z vlakom poslali na Bavarsko. Nekatere so pustili v tovornih vagonih, s katerimi so jih prepeljali, druge pa so skrili v jamo. Tisoče ukradenih slik, vključno z deli Rubensa in Rembrandta, je bilo v zbirki. Prav tako kipi in druga umetniška dela. Ko je bila večina zakladov odstranjena, je Göring dal uničiti Cairnhal, preden so sovjetske sile lahko dosegle to območje. Del njegove oplenjene zbirke je ostal v stavbi, ko je bila uničena, in je še vedno ležal v ruševinah, ko so jo dosegle sovjetske sile. Veliko umetniških del je bilo nepopravljivo poškodovanih. Ko je bil bavarski zaklad najden, so se začela prizadevanja za vrnitev umetniških del njihovim pravim lastnikom. To delo še vedno poteka, tako kot pri številnih umetninah, ki so bile izropane v 30. in 40. letih prejšnjega stoletja. In v nekaterih primerih je iskanje pravega lastnika take umetnine težko, še posebej, ker je bilo med vojno uničenih toliko družin. Številka 4. Gasilci so prizore v Kuvajtu leta 1991 opisali kot nekaj iz Dantejevega pekla. Fotografije iz tistega obdobja pa to oceno potrjujejo. Stebri črnega dima so se dvigali v zrak in tako zatemnili sonce, da je bila temperatura v Kuvajtu opazno nižja kot v okoliških območjih. Oranžni požari so bili edina svetloba, ki je prebijala temo. Tudi na mestih, kjer požari niso aktivno goreli, je nafta povzročila, da so delavci izgledali kot žrtve grozljivk. Kuvajtski naftni požari so bili ena najbolj uničujočih ekoloških katastrof v človeški zgodovini. A za razliko od černobilske nesreče ali ciklona Bola, so bili kuvajtski požari namerni. Požari so se začeli ob koncu zalivske vojne leta 1991. Nekaj mesecev prej je iraška vojska napadla Kuvajt in državo zasedla za 2 dni. Takoj po invaziji je sledila obsodba, nato pa je bila proti njej poslana vojaška zveza pod vodstvom Združenih držav Amerike.
Februarja leta 1991 so kopenske sile koalicije vstopile v Kuvajt. Iraške enote pa so se hitro umaknile. A medtem, ko so se umikali, so zanetili požare, ki so za seboj pustili prizore groze, s katerimi so se morali spopasti njihovi sovražniki. Eden glavnih dejavnikov, ki so sploh povzročili vojno, so bila bogata naftna polja Kuvajta. Zdaj so bila polja, ki so državi prinesla toliko bogatstva, v plamenih. Več kot 600 naftnih vrtin je bilo požganih, medtem ko so bile številne druge odprte in so izlivale nafto v okolje. Območje okoli vrtin je bilo posejano z minami, kar je bilo še nevarnejše za vsakogar, ki je skušal pogasiti požare. Strokovnjaki so poskušali oceniti obseg dela in so predvidevali, da bo trajalo leta, preden bodo vse naftne vrtine zaprli in pogasili požare. Delo bi bilo treba še dodatno odložiti, da bi zagotovili čim večjo varnost gasilcev pri delu na vrtinah. Na nekaj mesecev po začetku požarov so v Kuvajt začele prihajati ekipe gasilcev z vsega sveta. Bili so posebej usposobljeni za to delo in so se lotili odpravljanja škode. Prvi požar na naftnem vrtini je bil pogašen v začetku aprila. Gasilci so se morali prebijati skozi nafto, ki jim je povzročala kemične opekline na koži, skozi gost dim, zaradi katerega je bilo skoraj nemogoče videti, in po zemlji posejani z zastavicami, ki so označevale, kje so zakopane mine. Napredek je bil sprva počasen, a postopoma so gasilci postali strokovnjaki za to edinstveno delo. Ocene o letih dela so se zmanjšale. Zadnjo naftno vrtino so zaprli novembra 1991. Del uničenja je bil predvajan po vsem svetu. Posnetki NASA so pokazali obseg požarov s črnimi sledmi dima, ki so se razprostirale čez puščavo. Še več škode je bilo povzročene samemu zalivu, kjer je v vodo izteklo nešteto sodov nafte. Slike ptic in drugih divjih živali so se borile v nafti, so bile med tistimi, ki so jih delili v medijih. Ljudje so želeli pomagati živalim, vendar je bilo malo mogoče storiti za te ptice, potem ko so bile prekrite z nafto. Zatesnite vrten in gašenje požarov sta bila videna kot velika zmaga in eden največjih mednarodnih dosežkov. Toda ekološka škoda se je nadaljevala tudi potem, ko so gasilci odšli domov. Številka 3. Greenpeace je znan po svojih protestih proti različnim okolju škodljivim praksam po vsem svetu. Ko je bila ta fotografija posneta leta 1980, je bila to še vedno razmeroma nova aktivistična skupina, ki je šele pred kratkim postala Greenpeace International. Toda aktivisti so že razkrivali zaskrbljujoče prakse, ki še danes škodujejo našim oceanom. Velika ladja na fotografiji je GEM, ladja za odlaganje odpadkov, ki jo je Združeno kraljestvo najemalo vsako leto. Že od 40 let prejšnjega stoletja Združeno kraljestvo in druge jedrske države po svetu odlagajo sode z jedrskimi odpadki v ocean. Med letoma 1946 in 1990 je bilo samo v Atlantski ocean odvrženih okoli 200,000 sodov. Ti odpadki so nastali pri pripravi jedrskega orožja in elektrarn, pa tudi iz krajev, kot je medicinska industrija, kjer so jedrske vire uporabljali v nekaterih slikovnih tehnologijah. 100,000 sodov niso vključevali odtekanja skopnega ali nenamernih razlitij. Sprva je jedrska industrija lahko odlagala ta odpadek brez kakršnihkoli omejitev. Šele leta 1972 so bile uvedene prve konvencije, ki so urejale odlaganje odpadkov. Londonska konvencija o odlaganju je bila svetovna pogodba, ki je prepovedala odlaganje visoko radioaktivnih odpadkov v ocean. Vendar pa je bilo odlaganje nizko in srednje radioaktivnih odpadkov še vedno dovoljeno. Ti jedrski odpadki so še vedno lahko nevarni in vsebujejo radiotoksične ter obstojne izotope. Odložili so jih le nekaj 100 milj od obale Cornwalla. To je bilo nekaj, kar bi zagotovo povzročilo razburjenje, če bi javnost vedela za to, vendar praksa ni bila širše znana. To je bilo nekaj, kar je Greenpeace želel spremeniti. Od leta 1978 so skupine protestnikov odhajale, da bi se soočile z ladjami, kot je GEM. Pri prvem soočenju je bil Greenpeaceov čoln razbit s sodom, ki je morda vseboval jedrske odpadke. V naslednjih letih so mornarji uporabljali gasilske cevi, da so napolnili čoln z vodo, ali pa so okoli odlagalnih ploščadi zgradili kletke, da bi preprečili čolnom približevanje.
Greenpeace se je soočil z vsakim izzivom. Soočenje je pritegnilo pozornost javnosti na odlaganje, vendar bolj učinkovito delo ni prejelo toliko publicitete. Mornarji na krovu, GEM in drugih ladij za odlaganje so lahko trdili, da so ravnali v skladu z zakonom. Šele z vztrajnim prizadevanjem za spremembo Londonske konvencije o odlaganju je bilo odlaganje jedrskih odpadkov v svetovnih oceanih prepovedano. Leta 1983 so podpisnice Londonske konvencije o odlaganju pozvale k moratoriju na odlaganje radioaktivnih odpadkov. Strokovna komisija pa je bila povabljena, da oceni, kaj naj se stori. Bilo je jasno, da je lahko celo nizko radioaktivni jedrski odpadek škodljiv za okolje. Vendar pa je bilo odlaganje dejansko prepovedano šele leta 1993. Številka 2. Ta fotografija pobočja na ledenih vodah ob obali Grenlandije je ena zadnjih slik posnetih, preden je nesreča doletela odpravo, katere del je bila. Posneta leta 1909, šele 3 leta kasneje, sta se njen kapitan in inženir vrnila domov. Ladja je pripadala arktičnemu raziskovalcu Einarju Mikkelsenu. Mikkelsen je bil že od mladih let navdušen nad jadranjem in raziskovanjem polarnih območij. Ko je leta 1909 odplul z ladjo Alabama, je imel za sabo že uspešno odpravo na severni pol. Ta odprava je imela veliko bolj resen cilj. Približno 20 let prej je ameriški raziskovalec Robert Peary trdil, da je raziskal najbolj severni del sveta. Trdil je, da obstaja kanal, poimenovan Pearyjev kanal, ki naj bi ločeval severovzhodni del Grenlandije od preostalega otoka. Leta 1906 se je Ludwig Mylius Erichsen odpravil voditi odpravo, ki bi kartirala obale Grenlandije in določila pravo naravo otoka. Med odpravo se je glavna ekipa, ki so jo sestavljali Erichsen in še 2 druga, izgubila. Mikkelsenov cilj leta 1909 je bil najti te dokumente in odkriti, kakšna usoda je doletela prejšnje raziskovalce. Odprava se je začela s 7 člani posadke, vključno z Mikkelsenom. Na poti so se ustavili na Islandiji, kjer so morali enega člana posadke zamenjati. Ekipi se je pridružil Ivar Iversen, ki se je odpravi pridružil tako pozno, da se ni imel časa posloviti od svojih najdražjih. Posadka Alabame je prispela do otoka Shannon na skrajnem severu Grenlandije, preden je ladjo ujelo v led. To ni bilo povsem nepričakovano. Po dolgi zimi je bil Mikkelsen zelo željan nadaljevati pot globje v notranjost v iskanju kamnitega kupa, za katerega je verjel, da vsebuje dokumente. Sprva je ekipo sestavljalo 5 mož, 2 pa sta ostala na Alabami. Toda po prvem delu poti so se vsi, razen Mikkelsena in Iversena, vrnili na ladjo. Oba moža sta nadaljevala pot. Maja sta našla kamnito gomilo, kjer so bila zapuščena zadnja sporočila Erichsenove odprave. Tako je bilo jasno, v čem je bil problem. Erichsen si je zanašal na zemljevide, ki jih je izdelal Robert Peary, a so bili ti povsem napačni. Najpomembneje pa je, da Pearyjev kanal sploh ni obstajal. Ko sta pridobila te informacije, sta Mikkelsen in Iversen odšla nazaj na Alabamo. To je bilo naporno potovanje in večino svojih stvari sta morala pustiti za seboj, ko sta poskušala priti nazaj. Ko pa sta se vrnila, sta ugotovila, da je bila ladja uničena na ledu. Preostale posadke ni bilo več. Kasneje sta ugotovila, da je posadko rešila mimoidoča ladja, pri tem pa so za seboj pustili kapitana in inženirja. Mikkelsen je bil na to pripravljen. Pravzaprav je pustil sporočilo o preostali posadki, v katerem je zapisal, naj jih ne skrbi, če se ne vrnejo. Predvideval je, da bodo lahko dobili prevoz na mimoidoči ladji. Medtem ko sta moška gradila zavetje iz ostankov Alabame, sta predvidevala, da bo pomoč kmalu prišla. Minili sta 2 zimi, preden je prispela kakšna mimoidoča ladja. Do takrat sta bila moška v tako grozljivem stanju, da je eden izmed reševalcev stekel nazaj na svojo ladjo, saj je mislil, da sta norca. Uspelo jima je preživeti s pomočjo zalog, ki so jih pustile prejšnje odprave, in z nego zajčjih mladičev, da sta skušala ohraniti razsodnost. Oba moška so na Danskem sprejeli kot junaka. Za Iversena je bilo to konec njegove postolovske kariere. Toda Mikkelsen je še naprej raziskoval Arktiko in se večkrat vrnil na Grenlandijo, preden je umrl pri 90 letih. Številka 1.
Na prvi pogled se te fotografije Kitajcev, ki točejo po gongih in mahajo z metlami, ter strašili, morda zdijo kot festival, a v resnici so opomniki na kratkovidno politiko z uničujočimi posledicami. V poznih 50 letih prejšnjega stoletja se je Kitajska poskušala preobraziti v velesilo s pomočjo velikega skoka naprej. Cilj je bil industrializirati državo, povečati kmetijsko proizvodnjo in ljudi dvigniti iz revščine. Toda februarja 1998 je vlada začela tudi javno zdravstveno kampanjo, imenovano Odprava 4 škodljivcev. Ciljne živali so bile podgane, komarji, muhe in vrabci. Prve 3 so bile tarča, ker so širile bolezni, vrabci pa zato, ker so jedli žito. Uradniki so ocenili, da tako en vrabec na leto poje približno 2 kg žita, in ker so kmetije kolektivizirali ter jih spodbujali k večji pridelavi žita, so ptice videli kot grožnjo proizvodnji. Vse so spodbujali, naj jih uničijo. Plakati so prikazovali otroke, ki napadajo ptice s fračami, medtem ko so se šolske skupine in cele skupnosti pridružile kampanji. Gnezda so odstranjevali z dreves, jajca so razbijali in ko ptic niso mogli doseči, so se ljudje zbirali pod njimi, mahali zastavami in tolki po gongih, da ptice ne bi pristale. Mnoge ptice so postale tako izčrpane in prestrašene, da so preprosto popadale z neba. En znan primer je vključeval poljsko veleposlaništvo, ki ni dovolilo lovcem na vrabce vstopiti na svojo posest. Kot odgovor so ljudje obkolili stavbo z bobni in po 2 dneh je poginilo toliko ptic, da so jih morali zaposleni na veleposlaništvu po poročanju odstranjevati z lopatami. Kampanja je skoraj iztrebila vrabce v delih Kitajske, vendar so bile posledice katastrofalne. Vrabci so res jedli žito, vendar so jedli tudi žuželke, še posebej poleti. Brez njih so se škodljivci, kot so kobilice in riževi vrtalci, hitro namnožili in uničili veliko več pridelka, kot bi ga kdaj uničili vrabci. Suho, vreme je škodo še povečalo. Uradniki so naposled spoznali napako in v kampanji proti škodljivcem vrabce zamenjali z rdečimi hrošči, a takrat je bila škoda že narejena. Žuželke so še naprej uničevale pridelke, prispevale k lakoti, bolezni in nešteto smrti. Kitajska naj bi kasneje uvozila vrabce iz Rusije in drugih držav, da bi obnovila njihovo populacijo. In danes so vrabci spet na Kitajskem. Tudi ta kampanja ostaja opozorilna zgodba o tem, kaj se zgodi, ko ljudje podcenjujejo naravo. Hvala vam, ker ste gledali. Če vam je bil ta video všeč, pritisnite gumb všeč mi je. Ne pozabite se naročiti in klikniti zvonček za obvestila, da boste na tekočem z vsemi našimi prihodnjimi objavami. Moje ime je Top 5 Unknowns in se vidimo v naslednjem videu.